Če smo še pred nekaj leti o epidemiji debelosti med otroki govorili kot o ameriškem pojavu, so prekomerno težki otroci in mladostniki danes tudi slovenski javnozdravstveni, predvsem pa družbeni problem. Stanje se je izjemno poslabšalo v času covida in se ne izboljšuje. Imamo primere, ko so izredni, ko imate, 15-letne otroke, pa imajo 120–150 kg. Vemo, da imamo več ali manj vsi težave z izpostavljenostjo ekranom. To močno posega tako v naše delo, potem prosti čas in potem, kdaj je tista telesna dejavnost zadostna, je veliko vprašanje. Preden sem zaradi prekomerne telesne teže odšel na zdravljenje v Šentvid pri Stični, nisem nič telovadil, ker se mi preprosto ni dalo. To nam je povedal 14-letni Alen Pogladič, ki je imel pri 12 letih 92 kg. Prišel sem, ker sem imel preveč telesne maščobe. Naučili so me, kako telovaditi vsak dan ali kako se prehranjevati. Zdaj obožujem telovaditi, vsak dan se migam in vsak dan grem ven. Otroci se gibajo premalo, so pokazali tudi zadnji rezultati športno-vzgojnega kartona. Gibljivost je kar za dobrih 5% nižja kot pred covidom. Pri koordinaciji to prikazujejo rezultati poligona nazaj, tako rekoč že 3 leta capljamo na mestu in smo nekje na ravni, kot smo bili v začetku 90-ih let. Pri dotikanju plošč z roko v hitrosti izmeničnih gibov torej prav tako stagniramo. In kaj vse to pomeni za zdravje otrok? Nizka gibljivost kaže, da so otroci bolj napeti in tudi bolj pod stresom. Hitrost izmeničnih gibov nam govori o pretočnosti živčnih impulzov. Če ta hitrost upada, pomeni, da tudi možgani delujejo počasneje. Koordinacija pa je povezana z gibalnim učenjem. Otroci se težje učijo novih gibanj in se posledično tudi manj ukvarjajo športom. V prvi vrsti bi nas morala skrbeti količina tistih otrok, ki ne dosega nekih pričakovanih rezultatov. Mi imamo približno 1/3 populacije, ki nekakor ne more splavati v neko pozitivno smer. 1/3 je takšnih otrok, ki jim gre zelo v redu, potem imamo pa eno tisto vmesno tretjino, ki je pa vedno lahko na poti v eno ali pa v drugo smer. Epidemija nam je torej pokazala, kako pomembne so ure športne vzgoje v šolah, saj je to za mnoge otroke edino gibanje, ki ga imajo. Mi smo obiskali ljubljansko osnovno šolo Kolezija. Kaj nas čaka? Za ogrevanje bomo dali tekalno igro. Ura športne vzgoje, 8B razred. Učiteljica Petra Rankl je učenkam in učencem razložila, da bodo pri tokratni uri telovadbe imeli postaje, najprej pa dinamično ogrevanje. 2, 1. Otrok ni težko navdušiti za šport, pripoveduje za 24 ur dejstva, težje je doseči, da vztrajajo. Da jih ti potem ne samo naučiš, kako je treba telovaditi, ampak jih je treba tudi toliko zavestiti, da oni razumejo, zakaj nekaj počnejo. Treninge imam 2-krat na teden, pa še v šoli imamo tudi 2-krat na teden. Zdravo je se gibati, to je definitivno, pa tudi pa še ti, da se malo sprostiš, naprimer, če je veliko za šolo za narediti, da pač greš na ta trening, pa da odmisliš vse skupaj. Zelo se sprostim pri športu, ne mislim na šolo, na vse druge stvari. A se kaj lažje učiš? Vse po treningu, čeprav so večerni treningi. 3-krat na teden treniram košarko, pa psa sprehajam vsak dan po šoli. Ja. Pač s prijatelji se družimo, pa v šoli še 2-krat na teden. Med otroki seveda so razlike. Mlajši so bolj igrivi, 3 ure športa na teden imajo. Najstniki v zadnji triadi pa le 2. V tem obdobju so tudi bolj občutljivi, še posebej, če so pretežki. Zato je to zaupanje tako pomembno. Pri ocenjevanju teh otrok vsem učiteljem telovadbe polaga na srce. Če so pretežki, to ni tak, učitelji ne dojemajo to takega problema in imajo zelo pogosto kriterije za ocenjevanje enako kot z ostalimi, kar pa v bistvu ni pošteno. Eden od ciljev našega predmeta je tudi, da razume in spoštuje drugačnost.
Verjetno se je marsikdo vprašal, kdaj pa je otrok prekomerno težak. Stroka uporablja tako imenovane percentilne krivulje, videti so nekako takole, odvisno seveda od spola za dečke in za deklice. Tisti, ki so med 85 in 95 percentilo, so prekomerno težki, nad 95 pa predebeli. Doma boste to izjemno težko izračunali, si pa lahko pomagate z razmerjem obsega trebuha in telesne višine. Če ima otrok 80 cm okoli trebuha in je visok 160 cm, dobite rezultat 0,5, nad 0,5 pa pomeni prekomerno prehranjenost in tudi že ogroženost za bolezni srca in ožilja. Torej, skupno približno 1/5 otrok čezmerno prehranjenih ali debelih. Od tega je približno 5% torej debelih. To so recimo najstniki, ki imajo nad 100 kg. Imamo tudi otroke, ki so, oziroma otroke mladostnike, tudi do 200 kg recimo. Obravnava debelosti v Sloveniji je sicer izjemno dobra, ne le v bolnišnicah, tudi v zdravilišču Debeli rtič. Koliko časa, gospa Prunk, že zdravite otroke, ki imajo prekomerno telesno težo? To pa že od leta 2017. 12 taborov se je odvilo na tej idilični lokaciji ob morju na 14 hektarih zelenih površin. Od lani imajo še tako imenovane 14-dnevne obnovitvene rehabilitacije za 100 otrok od 7. do 18. leta starosti. Ta tabor napolnimo v 2-3 tednih. Skupni imenovalec otrok, ki prihajajo, je, poudarja tudi Breda Franetič Prunk, premalo gibanja. Otroci ostanejo na tisti redni telesni vzgoji v šoli in to je to. Pa še tam so pogosto odrinjeni, ker niso uspešni. Tukaj so v tem svojem mehurčku, kjer smo v bistvu vedno vsi enaki. Pripoveduje delovna terapevtka Biljana Mijatovič-Cunja. Otroke, ko pridejo v tabor, testirajo njihovo moč rok, nog in trupa. Jasno jim dajo vedeti, da tekmujejo le sami s sabo. Ko bomo čez 14 dni delali ponovno meritve, moraš sebe premagati. Vsak dan telovadijo, plavajo v morju ali bazenu, učijo jih tudi o uravnoteženi prehrani. Učimo jih seveda o tako imenovanem ustreznem režimu prehrane, to pomeni, da imajo 5 obrokov na dan. In morda še pomembneje, opozarja Vatovec, kako se te obroke pripravi, torej skuha ali speče, da so okusni in tudi, da lepo izgledajo. Učimo, da je polovica krožnika zelenjave, drugače pa 1/4 na krožniku predstavlja porcijo škrobnega živila in tudi 1/4 meso. Medtem ko kuhajo, načrtujejo obroke, telovadijo, plavajo, se med njimi ustvari okolje zaupanja, spletajo se vezi. Velikokrat res otroci so taki čist, tako malček zagrenjeni, ko pridejo, ko se tabor zaključuje, je pa marsikera solzica poteče, ker bi še kar malo stali pri nas. Za pripravo uravnoteženih obrokih ne uporabljamo več piramide, pač pa, kot ste slišali, zdrav krožnik. Še enkrat vam ga bomo pokazali. Polovica krožnika zelenjave, 1/4 beljakovin, 1/4 škroba. Zelenjave naj bo nekako za 2 stisnjeni pesti, mesa, rib ali jajc za 1 dlan brez prstov, krompirja, riža, stročnic, kruha pa za 1 pest. Del problema debelosti pri otrocih so tudi sladke pijače. Imamo zgodbo fanta, ki je imel pri 8 letih že 50 kg. Kako torej prehranska industrija bombardira otroke in kje seveda so rešitve? O vsem tem v nedeljskem 24 ur Fokusu in tudi v dejstvih na 24ur.com.